Kaj pa naredimo, če je oseba z multiplo sklerozo verbalno nasilna do svojcev? Ja, tukaj se je predvsem treba vprašati, zakaj je do tega prišlo. Vzrokov je lahko več, pa zavedati se moramo, da z samo boleznijo prihaja do kognitivnih motenj, se pravi motenj miselnih sposobnosti, motenj pozornosti in tako naprej. In zaradi tega oseba rabi več prilagoditev, rabi neko bolj mirno okolje, rabi početi eno stvar naenkrat, ne da ga ves čas nekdo moti. Neke vrste razumevanja rabi pa neko bolj poenostavljeno okolje, v primeru, da so prisotne kognitivne motnje, in v tem primeru bo oseba manj živčna in bo mogoče manjša verjetnost, da bo prišlo do verbalne agresivnosti. Te naše izkušnje so, da do verbalne agresivnosti prihaja bolj ali manj iz istih razlogov, kot sicer prihaja v družinah. Se pravi, da je neka dinamika znotraj družine, zaradi katere oseba tako reagira, in je treba v bistvu ugotoviti, zakaj se počuti potisnjenega v kot, da lahko samo še tako doseže svoje. Tako da nekako na široko težko odgovorim, ampak predvsem je potrebno spet to, da se naučimo poslušati svojca za multiplo sklerozo, ga vprašati in se pogovoriti, ugotoviti, kaj je tisto, kar ga moti, in si tako pomagati. V primerih, kadar pa ugotovimo, da gre za neko osebnostno spremenjenost, da človeka že najmanjša malenkost vrže iz tira, da je zaradi tega bolj razdražljiv, popadljiv, več agresivnih stvari lahko izreče, v bistvu že iz tega, ker se sam lahko slabše kontrolira. Pa spet pridemo večinoma do tega, da se je vendarle treba prilagoditi svojcu, ker se bo obolelemu, ker se svojc lažje prilagodi kot tak bolnik, ki je prišel v tako stisko. Se pravi, da se malo razgleda, kje so tiste situacije, ki ga najbolj spravljajo v stisko, in da se enostavno proba okolje poenostaviti, v tem smislu, da mogoče, ne vem, se gre nakupovati ob urah, ko ni take gneče, če vidimo, da ga take stvari spravljajo v stisko, da se tukaj proba nekako stvari poenostaviti, pa tudi, da se postavi neke jasne meje te osebi z multiplo sklerozo in se mu pove, da je tako obnašanje nesprejemljivo, ne glede na to, ali je bolan ali ni, in da se proba najti neke druge načine, kako bi nam lahko pokazal svojo stisko. Da se probamo dogovoriti naslednjič, ko boš tako jezen, kaj bi še lahko naredil, namesto da vpiješ name in tako naprej. Se pravi, probamo najti neke druge načine izražanja jeze, razdražljivosti, stiske.